je bil Dani. On je imel ponarejene listine in je po enem mesecu bil oproščen in spuščen domov. Dobili so ga na meji s Hrvaško na Obrežju. 5. je bil Sadida, on je imel ponarejene listine. Dobili so ga v Dobovi, po 3 mesecih so ga pustili ven, samo v stavbo azila, ko je zaprosil. 6. je bil Slavko, njega je iskala Nemčija za 10 let zapora, ne bi prodal 3 kg trave enemu Nemcu leta 2001. Dobili so ga na meji s Hrvaško. Na Obrežju po 2 tednih so ga transportirali. 7. je bil Dule. Njega so dobili z ukradenim avtom na meji s Hrvaško na območju in dobil je 1 leto zapora. Samo ni vedel, da je avto ukraden. 8. je Nino. On naj bi okradel eno starko z 2 prijateljema za 70 evrov. On je še priprt in trdi, da je nedolžen. 9. je Črnogorec, on je vozil ukraden avto in je vedel, da je ukraden. On je odšel za 2 dni domov in je plačal kazen 15.000 evrov. Mojmir naj bi zatajil davke na avtih, sam je bil kriminalist. Je drugi dan šel in za 2 dni je spet prišel nazaj in rekel, da mu je tožilec uredil 1-mesečni pripor in je šel v nedeljo ven, češ da mu je odvetnik napisal dobro pritožbo. V nedeljo, to nisem nikdar videl. 11. je prišel en Brežičan in je čez 2 uri bil premeščen v drugo sobo, ne vem zakaj je zaprt. 12. je Srbin, on je bil zaprt za 1 dan, so ga ustavili na meji in mu našli ponarejen bankovec za 100 evrov. 13. je Anej, on je zabodel ženo do smrti, 30 ubodnih ran. On je še v priporu v moji sobi, sodijo mu od 1 do 15 let zapora. 14. je Valentin iz Brežic in je priprt zaradi napada na mamo z nožem, sodijo mu od 1 do 5 let, sam je pa že bil obsojen za isto dejanje. 15. je Vili, on je obsojen, naj bi pa mamo tepel in je pil alkohol in je imel zaradi tega že pogojno, on je še v moji sobi. 16. je Tadej, on ima napad na uradno osebo, sodijo mu od 1 do 5 let, govori, da so se policisti zlagali in je on imel pogojno zaradi istega primera. Posledice zaradi Aneja, ki je delal samomor. V sobi moramo imeti zvečer, ko gremo spat, prižgano luč in ko pač pridejo eni pazniki, moramo imeti že ob 10. zvečer temo, luč pustimo prižgano in samo ugasnejo elektriko in ko preverijo, kaj počne, za sekundo prižgejo nazaj luč in spet ugasnejo. In nimamo kaj zadelati, kot da probaš spati. Ako ne gre, to je problem. Drugače po hišnem redu moramo imeti še ob 10. temo v sobi, a so pazniki dobri in nam pustijo, da gremo dokler hočemo. Samo pri nekaterih smo izgubili zaupanje zaradi Aneja. To je slab vtis za našo sobo, to se ne bo kar takoj popravilo. Bo trajalo kar nekaj časa za pridobitev zaupanja. Zelo dober paznik. Zelo dober paznik je Janez, on dovoli za kakšno minuto ekstra klica domov, samo izkoriščati ga ne smeš. Dovoli tudi kak prejem DVD-jev z druge sobe v našo sobo, a ne smeš ga več kot za 2 stvari prositi, če ne bo rad tudi živčen. Ne smeš tudi biti tečen, to ni dobro. Paznik Franc je tudi dober, a on je mlad, on dovoli kakšno poširko kave ali DVD-ja z druge sobe. 1-2 sta še dobra, a je vpliv drugih paznikov močen in sta kar kdaj. Pozimi pa še čaj. Moje razmišljanje. Veste, kaj pravijo, da so v zaporu in priporu vsi isti, a temu ni tako. Za sostanovalca lahko imaš morilca ali lopova, ponarejevalca listin ali bilo koga.
Tu vse zmečejo v isti koš, to ni pravično in se dostikrat človek sprašuje, kje je tu človekova pravica. Je ni in se zamišljuješ, po kakšni logiki ti ni nič jasno. Da mene vprašaš, bi morali dati morilce skupaj, lopove skupaj in tako dalje. Ker ima vsak človek čute, a je problem, ko si nemočen, ko si zaprt, niti vseeno, kaj delaš in kdo spi zraven tebe, si dejansko prisiljen v neko stvar, ki ti dejansko škoduje in ne dela pravega vtisa, ki ga bi dejansko moglo. Pravijo, da v zaporu se človek spremeni. A noben ne upošteva, kako dejansko to funkcionira. Moje mnenje. Naj se vsak, ki kaj počne, 3-krat vpraša, v kaj se spušča in kakšne so posledice. Dejansko redko kateri. A če se, treba se poglobiti do konca in še potem se kaj zna porušiti. Res je to, da pravi, kar pravi večina ljudi, a sej kaj mi pa morejo. To se še prehitro zgodi. Ni mus, da po posameznikovi napaki dosti je, da samo eden kaj pove, kar ne bi smel o tebi in si v ognju, ki gori in ga je treba pogasiti. In to brez vode, se fejst upečeš, da kaj rešiš. Moj nasvet je, da se hodi v šolo in v službo, to je najbolj pošteno. Res je, da ni velikega dobička, a koliko ga je pošteno zaslužen. Da povem, mene sodijo za 70 gramov marihuane od 1 do 10 let zapora. Pa se zamislite, kje živimo. To je nenormalno. Imel sem že prej pogojno kazen zaradi 15 gramov trave, o tem bom malo kasneje. Res je problem, ko ti vzamejo svobodo, to ne privoščim nobenem. Razen tistim, ki so pomagali, da sem tukaj, kjer sem zdaj. Pravijo, kar te ne ubije, te ujača. Ja, samo v kakšnem smislu, dejansko lahko je pol še slabš. Lahko pol še slabše prideš ven, kot si pa not prišel. Temu ne bi se rekla prevzgoja. To so zelo slabi ukrepi, da mene vprašate. Človeku dati v svobodo, a omejeno z nalogami, to je prevzgoja, če mene vprašate. Je odvisno, zakaj si zaprt. To je vprašaj. A dejansko vemo vsi, kje so lopovi, tisti veliki, ki kradejo s proračuna. Kdo pa ni zapira? Nihče. Potem pa naj bi bil zakon za vse enak, sami pa vidijo, da temu ni tako. Ampak še kar vztrajajo. Dejansko je tako. Reveže zapirajo in delajo nič vredne ljudi. A prave lopove pa podpirajo in so še kar na svobodi. To je, da mene vprašate, krivica, huda. To je res vse dejansko, samo tak narod, da se pustimo manipulirati, to ni humano. Do svoje rase, ki jo predstavljamo v današnjem svetu. Zato slovenska manjšina, ko smo tu mi, nismo vsi kaj veliko vredni, morali se bi bolj ceniti in spoštovati, pa ne bi bilo tako, kot je. To je moje mišljenje dejansko. Vsi sprehodov z drugo sobo. Prvo smo imeli sprehod sobo 11, v njej sta bila Mojmir in Tone. Enega dne se je zgodila scena, smo šli ven na sprehod, jaz, Vili in Sedida, a ne je ostal v sobi, mi smo šli pa prvi iz sobe ven, za nami pa sta šla še Primož in Tone in je Tone odprl na vratih naše sobe okence in vrgel v sobo list, kjer je bilo narisano ženska zabodena in mu je napisal, tu jo imaš, avtobusar. In od tistega dne smo imeli spremenjen izhod z drugo sobo 10. V njej je bil en Italijan, Fernando, en Iranec, ime mu je bilo Mohamed. Po nekaj časa je šel Mohamed v Nemčijo, ko ga je iskala, ne bi prodajal pištole in je Fernando dobil Ninota iz naše sobe. Za 2 dni je šel Tone v drug zapor in je Dejan še šel k Mojmirju v sobo in je Fernando bil za 2 dni sam in je dobil v sobo enega Nemca z imenom Mihael. Dober človek je bil, on je pobegnil z Nemčije, ker je dobil zapora 12 mesecev za konopljo, našli so mu pa 600 gramov marihuane.
Njega so kmalu transportirali v Nemčijo in je bil Fernando en teden sam in je dobil novega osobo iz okolice Novega mesta, ime mu je bilo Franjo. On se ni javljal na sodišče in so ga priprli. Ima problem zaradi pretepa. Fernando je zaprt zaradi avtomobila, je peljal ukraden avto in naj ne bi vedel. Ta dva sta še zdaj z nami na sprehodu. Ta Fernando se večinoma joče in mu ne verjamem, da je nedolžen, tako kot pravi, ker on naj bi postavljal hiše in stolpnice v Italiji, pa da ima plačo 10.000 evrov na mesec, on pa da je peljal avto v Beograd za 250 evrov, ni čudno, bi on tistemu lahko dal 200 evrov, naj on pelje avto. Sosedna soba 8, toplica Srbije, ne vem, kdo je to, ne vem. Njem so našli amfetamin, neko Viagro ali kaj, on je dobil 10 mesecev zapora, z njim sem se pogovarjal preko okna, bil je še kar ok, njega so zaustavili na meji in so mu našli bančne kartice. On je isto dobil 9 mesecev zapora, z njim sem se pogovarjal veliko in mi je rekel, da sem po mojem pogovoru kot 30-letnik, a sem star 23 let in se je kar začudil. On je imel 46 let. Zanimala ga je informatika. Vroče mi je. Sma pomagala en drugem, če sem kaj rabil, sem mu rekel, mi je poslal in jaz njemu. Moje mnenje človeka sploh ne poznaš in se pogovarjaš, kot da se poznata že 10 let. V tej sobi je še Daniel, ko je bil prej v naši sobi, on je tudi v redu človek, on je pa star 44 let, smo se zastopili, on je dobil zapora 12 mesecev in čaka za premestitev v drugi zapor v Ljubljani. Zdaj je samo Daniel pameten v tej sobi, drugi so čudni, ona dva sta šla v zapor, v Celje, en pa v Ljubljano. Moji primeri. Prvo je tako, ko se nahajam v priporu, člen 186/1, oklepaj KZ-1 zaklepaj. Prvič, kdor neupravičeno proizvaja... zakaj je on zaprt zdaj? Se pravi, on je zaprt zaradi tega člena 186, pač tako je napisal ta dnevnik. Kdor neupravičeno proizvaja, poseduje, prodaja ali ponuja na prodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od 1 do 10 let zapora. Mene sumijo, da sem prodajal in bil posrednik pri prodaji marihuane. Zaprt sem že 5 mesecev in še nič ne vem, to je kar dolgo. Prvič sem v zaporu in zadnjič rad bi šel čim prej ven in začel delati. Primer 2. Napad s kovinsko palico. En neznanec me je napadel na mojem domu s kovinsko palico in sem podal kazensko ovadbo na okrožno sodišče v Brežice. Tretji primer. Telefon. Kolega me je prosil, če mu lahko zrihtam kupca za telefon in sem mu in mi je dal telefon brez dokumentov in mi je rekel, da jih je založil. Jaz sem mu telefon prodal in mu dal 300 evrov zate, tako kot je bilo zmenjeno. On mi je pa rekel, da mi bo dal dokumente in mi jih ni. Pa je dal prijavo, da so mu telefon ukradli in sem krivo obtožen kraje telefona. Imam priče, ki bodo to potrdile. Noro. Slabo doživetje v sobi 9. Drugič, to je bil 15.5.2010. Zjutraj je Anej delal samomor in si je prerezal aorto na vratu in je izgubil 1 liter krvi in mu ni samomor uspel in se je hotel ubesiti s pasom. Samo smo mu preprečili in to je že 4. scena, ko je delal. Upam, da ga spet ne bojo
ne bomo dobili nazaj v sobo. Ker to je že višek moje mnenje. O tem je Anej bi moral biti pod nadzorom vsak dan, ne pa z normalnimi ljudmi, ker je nevaren zase in je nevaren tudi za ostale. In ne vem, kaj mislijo te zdravniki, da ga dajo nazaj v isto sobo, kako se mi počutimo zraven takega, ko dela samomore. To ni priseben človek, da mene vprašaš. Zgleda, je izgubil zaupanje sam v sebe in nič ne dela, samo leži, pa ima časa za razmisliti o samomorih. Če bi kaj počel, ne bi imel čas za to. Ne pa, da se sam sebi smili, to ni nič. Smilijo se mi njegove 2 hčerke, ki so sedaj same brez mame in očeta. Samo najbolj žalostno je to, ko je on žensko ubil. To je bilo zelo stresno za hčerke, da so izgubile mamo. Anej mi je govoril, češ, da je manjša hčerka kriva, da se je to zgodilo. Kako on lahko reče, to mi ni jasno. Ni človek, da si prizna sam, da jo je on ubil. Sam je to naredil veliko napako, ne pa tako, da deva krivdo na hčer. Sprememba sobe za sprehod za sobo 11. V sobi 11 sta 2. En Zoran, en pa je iz Senovga. Je zabodel prijatelja z nožem. 28, dobil je 7 let, 28krat ga je zabodel z nožem. Dobil je 7 let zapora. Drugi je Miki, je zaprt zaradi izbeglic in droge. Drugače je dober človek in se da pogovarjati z njim, star je 51 let, doma je z Hrvaške. To je zraven v bistvu z mejo s Hrvaško. Kain, to je mešanca za heroin. To so mu dali, da je naredil prevaro. Drugi je pa Zoran. Novi v sobi 9. Ko je Vinko odšel domov, sva dobila jaz in Tadej novega v sobo. Ime mu je bilo Aleš. Jaz se opravičujem, meni je kamera, mobitel mi je nehal vmes snemati, tako da moram še enkrat to posneti. On je tu zaradi tatvine po trgovinah. Sodili so mu 1 leto pa do 10 mesecev zapora. Obsojen je bil že prej zaradi istega dejanja in je dobil 1 leto in 5 mesecev zapora v Kopru. In še odprtih primerov ima 12, tako da misli, da bo vse skupaj odsedel 5 let zapora. Drugače je z Ljubljane, je v redu človek, res je to, da ima krajo, ampak me ne moti. Potem sva z Alešem ostala sama v sobi, ko je Tadej odšel v bolnico, v Vojnik, in sva takoj dobila novega v sobo iz sobe 10. Ime mu je bilo Vumba. On je bil iz Konga in ni znal govoriti angleško, samo francosko. On je bil priprt zaradi ponarejenega pasuša in češ, da je glasbenik in da je v Kongu pel proti policiji ali kaj, in da so ga hoteli zapreti in je pobegnil na Hrvaško in s ponarejenim listom šel z vlakom v Slovenijo. In so ga v Dobovi policisti prijeli in se je znašel v priporu v sobi 10. Tam je bil eden Italijan, Fernando. On je bil sojen 8 mesecev zapora, ampak so ga izpustili domov zaradi zdravja v Milano. Potem smo dobili tistega z Konga v našo sobo. 3 dni potem so pa pripeljali Tadeja nazaj z Vojnika in je nazaj v naši sobi, češ da je zdrav. Danes smo 8.6.2010, je tisti z Konga bil transportiran in smo takoj dobili novega v sobo. Ime mu je Srčo, cigan. On naj bi bil sojen 8 let zapora zaradi poskusa umora, tako je govoril. In naj bi žensko ugrabil. Ta teden bo Alan transportiran v drugi zapor, upa, da bo šel na Povšetovo 5 v Ljubljano. Zadnji dan mu je 11.6.2010 v petek. Glede sostanovalca Aneja, ko so ga pripeljali v bolnico Novo mesto, ko si je prerezal vratno žilo,
je naredil samomor, skočil je z 2. nadstropja bolnice na glavo in umrl. Si je sodil sam. To, ko je poskušal, je zgleda resno mislil, ampak smo mu to zmeraj preprečili in ni iskal pozornosti. Morda je sam ni dobil dovolj, to sam ve, kaj se mu je po glavi pletlo. To so moški, to so pičke, prvo ubije ženo, potem pa sam sebi se smili in igra žrtev. Če bi bil toliko pogumen kot pri umoru žene, bi to kazen mogel prenesti, morda je naredil pa masaker z ženo. In to ne bomo nikoli izvedli. Govoril je, da se mu je stemnilo pred očmi in da je naenkrat videl ženo na tleh, vso v krvi, sebe pa z 2 nožema v rokah. To ti pove, da je naredil umor, grdi umor. Govoril je, da je spil takrat celo škatlico tablet za spanje in da se je hotel obesiti na pas in da mu je pas počil in da je potem padel v delirij in da se je zbudil v Vojniku. Nato so ga transportirali v pripor v Novo mesto, sobo 13 in za en dan so ga prestavili v našo sobo 9 in z njim so bile zmerom pizderije. Kaj je muca? Kaj je muca? Je muca? Je muca? Leja. Kaj je muca? Kaj je muca? To je Biba. To je Bibika moja. Je Biba. Kaj je zdaj? Kaj je zdaj? Kaj je zdaj moja? Ja, in da se je hotel obesiti na pas in da mu je pas počel in da je potem padel v delirij. So ga potem premestili v sobo 9 in z njim so bile zmeraj pizderije. Pazniki so nam rekli, da ga moramo imeti na očesu in ko to slišiš, da je naredil umor in da dela samomore, ne moreš mirno spati. Si ves čas v pripravljenosti. Meni je to zelo čudno, saj sem v zaporu, ne pa v umobolnici med norimi ljudmi, ki se hočejo ubiti, ker je nevaren sam sebi in je nevaren tudi ljudem okoli sebe. Torek, 8.6.2010. Danes, ko smo dobili tega cigana v sobo, on je tudi cel porezan, se je rezal, pa je cel porezan je bil zelo kosmat, pa mu pazniki niso hoteli dati žiletk, da se obrije in so mu rekli, da se ne bo rezal spet, pa zato mu niso dali žiletk. Imam občutek, da nam za nalašč devajo takšne ljudi v sobo, ne vem, zgleda, da nas hočejo narediti nore, ali pa mislijo, da smo mi psihiatri ali pa kaj. Vsak normalen ne bi dal takega v sobo, ki so to že doživeli v priporu. V tem primeru smo to mi, v naši sobi. Ta Tadej je to doživel enkrat, jaz pa 2-krat in še enkrat, ko smo preprečili, da Anej ne spije tablete za spanje, če bo ta kaj hotel se rezati, jih bo dobil po pički in iz naše sobe bo moral iti. Kaj je Mica? In zdaj je moja muca tukaj na mojih kolenih in se carta in prede. Ja, nas je muca imajo zelo rade družbo. Čuden naraven dogodek. 8.6.2010. Danes sem glih govoril o enem ciganu, ki je podal lažno prijavo, da sem mu ukradel telefon. Dan sem imel obravnavo na sodišču in ga ni bilo. In sem se pogovarjal s pripornikom in sem rekel, da bo resnica zmagala. In sem glih udaril z roko po mizi in je tisti trenutek udarila strela. In je zelo zagrmelo zunaj. Čudno mi je to, ko je zunaj sonce sijalo in ni niti deževalo, ne nič. Zunaj je bilo okoli 25 stopinj. To sem si vzel, da je še Bog jezen, ko se je lagal. Novi v sobi. 30.6.2010. Prvi je bil Mičo. On je zaprt zaradi kokaina. Imel je isti člen kot jaz, 186/1. Potem smo dobili novega v sobo, ime mu je bilo Bogataj. On je
iz Srbije. On je bil prijet na Obrežju z ukradenim avtomobilom in spet ni vedel, da je ukraden. On je samo šofer. On je bil samo eno noč v naši sobi, ko nas je bilo takrat 5 v sobi in je bila prostorska stiska. On je spal na tleh. Potem smo drugi dan, ko je Bogataj šel v drugo sobo, smo dobili drugega v sobo, ime mu je bilo Ikran, ne vem. On je s Črnomlja, on je zaprt zaradi tega, ker je natepel ženo. On je bil 3 dni v naši sobi in so ga prestavili v drugo sobo in smo dobili enega drugega. On je bil iz Romunije in je zaprt zaradi kraje in ga išče Interpol za 4 leta in pol. On je bil zaprt v drugi sobi, v sobi 8, sam. Je pa kopal luknjo, da bo pobegnil in so ga dobili. Njega smo imeli 2 dni v naši sobi in so ga potem prestavili nazaj v sobo 8. On je bil kar v redu človek. Scena v sobi 9. Ura je bila 14:50, mi smo prišli iz sprehoda v sobo in je hodil po sobi srčo in je šel na WC. Mi smo mislili, da na veliko potrebo in za 5 minut odpre vrata od WC-ja in je bil cel porezan po obeh nogah in po levi roki v dolžini 40 cm. In smo takoj poklicali paznike in so prišli takoj in odšli in za 3 minute so prinesli povoje in ga ustali in je moral srčo hoditi do hodnika. Tam so imeli stol in se je mogel usesti. V sobi je bilo veliko krvi, povsod v WC-ju je bilo precej krvi, potem je prišel paznik s fotoaparatom in poslikal sobo in WC. Nato je prišel en drug paznik in prinesel čistila in je rekel, da naj to počistimo mi. Mi smo pa rekli, da ne bomo, da nam ni to dolžnost. Prosili smo paznike, da naj nas dajo ven iz sobe, da ne prenašamo krvi in nas niso dali, so še pa zaprli vrata in smo bili v sobi. Potem za kak čas, recimo 30 minut, smo morali ven iz sobe, da je en kriminalist poslikal kraj samomora. Za 3 minute smo morali nazaj potem v sobo in kri še ni bila počiščena. Potem za kakih 20 minut smo mogli ven iz sobe in je prišel en zapornik in je počistil krvavo sobo in WC za kakih 10 minut. In smo mogli nazaj v sobo, ura je bila 4:55. Srčota so že odpeljali v bolnico ob 5:10. Potem smo srčota dobili nazaj v sobo, v bolnici ni ostal, pa bi moral, pošili ga nič niso, samo pokrpali, pač poklamfali, pripeljali so ga na pisarniškem stolu in ga dvignili in dali na posteljo in so odšli. Potem, čez kak čas je začel srčo krvaveti z desne noge in smo poklicali paznike in jim rekli, da ga niso zdravniki dobro pokrpali ali kaj in so pogledali in odšli. Potem za kakšnih 30 minut smo pa še enkrat poklicali paznike in rekli, da še krvavitev se ni ustavila, kako bo šel srčo na WC ali pa na potrebo, in so izjavili, da ga oni ne bodo nosili na WC, tako da je rečeno, da ga moramo mi dati na WC, da ga moramo mi priporniki nositi. Potem smo rekli, če imajo račko, in so rekli, da je nimajo. On je pač zalulat ali kaj, kahljico ali kaj. On je še kar krvavel z noge in so potem nekako poklicali reševalce in so prišli za 30 minut. So prišli reševalci in so vstopili v sobo in je en reševalc izjavil, naj se vstane. On se ni mogel ustati in mu je reševalc rekel, reže se pa lahko. Srčo se je nekako vstal in so šli z njim v ambulanto. Moral je sam hoditi, čeprav je bil celi sklamfan. Potem za 10 minut je prišel srčo nazaj v sobo, neprevit, isto kot prej, in so mu rekli, naj počaka, da imajo nujen primer. Pridem za kakih 30 minut, so prišli nazaj reševalci in je spet mogel sam hoditi do ambulante. Je za 20 minut prišel nazaj, hodil je do sobe in je bil previt in je glih ko mi je hodil in se hotel uležti in je prišel paznik
in nam rekel, naj mu preoblečemo krvavo posteljo in smo mu jo. Potem se je ulegel na posteljo in zaspal. Okoli 11. zvečer mi je Srčo rekel, da še kar krvavi in se vstal in prižgal luč in sem videl, da je zelo postelja krvava in okoli nje. In sem takoj poklical paznike in rekel, da še Srčo še kar krvavi in so stopili v sobo in je en paznik izjavil, da ni bil na miru, da je hodil takrat, ko bi mogel spati. Potem so odšli iz sobe, nič niso rekli in ob 11:45 so prišli nazaj pazniki in so rekli Srčotu, naj se vstane in naj gre do ambulante, da so prišli reševalci. On se je vstal in je mogel iti do ambulante. Paznik je zaprl vrata in nam ugasnil elektriko, tako da nisem mogel počistiti. Oziroma sem težko počistil kri v temi po tleh, okoli 12:20. No, potem so prišli pazniki in Srčo je hodil do postelje in to so videli, da se je usedel na posteljo, so pazniki so zaprli vrata in odšli. Elektrike nam niso vklapljali, da bi počistili krvava tla. Počistil sem jih šele lahko dan zjutraj, ko sem videl od svetlobe, kaj je bilo po tleh. 4.7.2010. Sam še zdaj nam niso dali čistih prevlek, da bi preoblekli krvavo posteljo. Zjutraj je prišel en paznik v sobo do Srčotove postelje in je z nogo brcnil v posteljo, tam, kjer je Srčo spal na njej. To so živali, ne pa strokovni delavci. To delajo s človekom slabše kot z živalmi. Zjutraj mu je še paznik izjavil, da če bo danes kaj narobe, da bo res fejst kri tekla. Tako govori strokovni delavec, to obnašanje ne sodi nikamor. Ura je 10:40 zjutraj. Prevleke še niso prinesli. Mi smo izjavili, da mora biti Srčo v bolnici, ter da mi nismo dolžni biti z njim v sobi, ker je Srčo grozil, da bo nekomu nekaj naredil in mi nismo mogli spati, ker je on krvavel. Sebi in ljudem okoli njega je bil nevaren, na kar smo to tudi opozorili in so nam izjavili, da on samo sebi škoduje, da se reže, da nam pa nič ne bo naredil, da ga poznajo že odprej. Mi pa vemo, da je sojen, da je zaprt zaradi poskusa uboja, ker mu je sojeno 5 let in pol zapora. Zaradi nasilništva ter poskusa uboja, 4.7.2010, zaradi nasilništva ter poskusa uboja ne vemo, kako je lahko navaden paznik to ocenil, saj ima psihiatrično mnenje, da je nevaren. Vsi delavci so šli preko tega, ter niso upoštevali naše prošnje. Saj se gre za naše življenje. Mislimo, da so prekoračili svoje pooblastila, ter so nam s tem kršene pravice, za katere se bomo pritožili pisno Varuhu človekovih pravic ter UIKSU. Ne vem, kaj je to. Vkolikor bo potrebno, pa bomo podali kazensko ovadbo zoper delavce, kateri so obravnavali nekorektno ta primer. To je to. Kolega, ki je to napisal, je rekel, da je zgodba še daljša in da bi bilo še marsikaj za napisati, ampak zaenkrat je napisal sam toliko. Če ste pogledali video do konca, se vam zahvaljujem. Vem, da ni bilo, jaz sem tudi malo težko brala to pisavo, pa ni bilo vse slovnično pravilno, tako da upam, da ste razumeli, za kaj se je šlo. Tako da če vam je bilo všeč, če bi radi še slišali kakšne zgodbe, zanimive, različne stvari, ki se dogajajo v naših življenjih, v mojem življenju, v tujih življenjih, bilo kaj, lahko mi pišete na Instagram ali pa ne vem, karkoli, če vas zanima, vprašajte. Pišite, rište, kakorkoli, v glavnem, lajkajte, subscribite, zato ker je obvezno, pa čau.